23. maj 1991. Jugoslavija ne obstaja več, le da tega še ne ve. Oziroma noče vedeti. Vojna ali mir. Tega ne ve nihče. Oziroma noče vedeti. Točno opoldne nad učni center teritorialne obrambe v Pekrah padejo sence tankov in oklepnikov Jugoslovanske ljudske armade. Nad mesto ob Dravi pade mrak. Bodo naborniki in starešine zdržali pritisk bolje oborožene vojske? V takšni temi ima strah običajno velike oči, razen če se to zgodi v mestu upora, v Mariboru. Naborniki pa niso sami. Z njimi sta dve protidiverzantski četi teritorialne obrambe. Pridružijo se jim predstavniki mestnih oblasti. V Pekrah je tudi odločna novinarka Radia Maribor Breda Čepe, ki v eter nemudoma pošlje naslednje sporočilo. Mariborčani, pravkar je bil izdan ukaz za napad na učni center v Pekrah. Pojdite na ulice in demonstrirajte. In so šli. In protestirali. Poveljnik teritorialne obrambe Vladimir Milošević se takole spominja. Napetost v Pekrah in okolici je rasla iz minute v minuto. Tjaka je prihajalo na stotine Mariborčanov, ki so se pomešali med oklepna vozila, razporejena okrog učnega centra. Iz minute v minuto je postajalo očitneje, na čigavi strani je ljudstvo, medtem ko je bila nekoč ljudska in jugoslovanska samo še armada, ki je hotela v Pekre poslati okrepitve, kar so jim Mariborčani z živim zidom preprečili. Okrepitve pa so dobili naborniki in teritorialci. Zdaj je bila jugoslovanska ljudska armada sama obkoljena z ljudstvom, katerega jeza je naraščala. Naraščala pa je tudi nervoza JLA. Bo prišlo do spopada. To bi vojski omogočilo uvedbo izrednih razmer, odložilo in ogrozilo pa bi slovensko osamosvojitev. Potreben je bil dober razmislek in odločno vodstvo. In v pravem času je bila na pravem mestu županja Magdalena Tovornik. Takoj potem, ko sem prejela informacijo, da se v Pekrah zbira množica ljudi, ki prihajajo iz Pekr, pa tudi že iz Maribora, sem sklicala vodstvo skupščine mesta Maribor. Trdno smo bili odločeni, da se upremo vsaki agresiji Jugoslovanske ljudske armade. S svojo prisotnostjo zelo jasno pokazati, da je mestna oblast na strani ljudstva in da ne bomo dovolili nikakršnih vojaških akcij na svojem območju. Preprečiti, da bi se v napetem vzdušju zgodilo nasilje ali celo, da bi prišlo do spopadov in prelivanja krvi. V tistih razmerah je bila moja beseda odločna in glasna. V pogajanjih z generalmajorjem Delićem pa je ta beseda postala tudi moje edino orožje. Na vse moje argumente je Delić odgovarjal z enim samim stavkom. A ja imam naređenje, imam ukaz. Pozno po noči, sredi pogajanj, pa pride do nezaslišanega. Vojaški specialci ugrabijo pogajalca teritorialne obrambe Vladimirja Miloševića in Milka Ozmeca in jo odpeljajo v vojaški zapor. Nad pogajanja pade mrak. To se je zgodilo v sobi 133. Tekla sem po hodnikih in videla sem samo lahko še to, kako so Miloševića strpali v vojaško vozilo, mene pa s puško grobo potisnili nazaj v stavbo mestne skupščine. 24. maj. V novo jutro se zbudijo Mariborčani obveščeni, še bolj jezni, še bolj odločni. RTV Centru Maribor
Na pol poti med učnim centrom teritorialne obrambe v Pekrah in mestno občino Maribor se pridružijo še drugi mediji. Takole se spominja Večerova novinarka Majda Struc. Če ne bi bilo novic o množičnem protestu ljudi pred vojašnico in v Pekrah, v neposredni bližini centra, bi bil še močnejši občutek, da smo v centru vsi skupaj prepuščeni usodi. Tudi po zaslugi medijev Slovenija ni bila prepuščena usodi. V svet grejo novice o prvem morebitnem vojaškem spopadu v Evropi po drugi svetovni vojni. Zdaj se Mariborčani zbirajo tudi pred kasarno, v kateri so zaprti pogajalci teritorialne obrambe. Še bolj jezni, še bolj odločeni, brez strahu. JLA pa brez elektrike in telefonov. Rišejo se prvi obrisi poraza Jugoslovanske ljudske armade, ki ji popuščajo živci. Znano je, da vojno lahko začne posameznik. Dobi ali izgubi pa jo lahko samo narod. To velja tako za dogodke v Pekrah, kot tudi za osamosvojitveno vojno, ki se je začela mesec dni kasneje. Morda smo bili za to bolje pripravljeni takrat v juniju. Ne samo z besedo, ne samo s pogajanji, ampak tudi s konkretnimi posegi teritorialcev, policije, civilne zaščite in vseh drugih služb, ki so preprečile, da bi Jugoslovanska ljudska armada dosegla svoj veliki strateški cilj in zavzela mejni prehod Šentilj. Maribor, v mojih očeh mesto heroj, je še enkrat uspešno ubranil severno mejo. Tako se je uspešno in inspirativno zaključila generalka za vse naše nadaljne osamosvojitvene izzive. Vzšlo je sonce svobode na svoji zemlji. Dogodki, katerih se danes spominjamo, pa so šli v legendo mariborskega poguma in upora skozi čas. Vedno smo sami vedeli, kaj hočemo in česa ne. In ko smo vedeli, kaj je prav in kaj ne, nismo nikogar spraševali za nasvet. Slomšek je zarisal narodnostno mejo. Majster jo je obranil. Če bi poslušal birokrate v Ljubljani, je ne bi. In njegova pesem Naši mejniki je zarisala meje naše svobode. Mladi, da ste pripravljeni. Meča ne dajte nikoli iz desnice. Naše pravice nikoli iz zenice. Vranec naj zoblje osedlan, da se kot strela do mej zaprašite in prevalite lažnike kamnite, ko se ukreše vaš dan. Bratje stražarji, pozdravljeni! Majstrov duh je odmeval skozi čas. Pekrski dogodki so za Maribor in Slovenijo izjemnega pomena. V mestni občini Maribor jih obeležujemo kot enega izmed 4 spominskih dnevov. Dokaz in potrditev, da Mariborčanke in Mariborčani znamo stopiti skupaj, ko je to zgodovinsko pomembno in nujno, tako kot soborci generala Maistra in uporniki proti nacizmu 1941. leta. V času osamosvajanja smo imeli skupno vizijo samostojne prihodnosti. Zato smo bili pripravljeni dati tudi življenja. Danes si želimo ekonomske svobode in bivanja v prijetnem, ponosnem Mariboru v razvijajoči se regiji. Spomin na pekrske dogodke nas navdihuje in daje pogum, da tudi mi dosežemo zastavljene cilje, skupaj in povezani. Med osamosvojitveno vojno za Slovenijo so s teritorialci z ramo ob rami stali Maistrovi borci
in pohorski bataljon. Veterani so še danes z nami, v prvih vrstah, kjer jim je mesto. Tudi in predvsem, ko gremo v prihodnost. Globok poklon in hvala.